Prisrčen pozdrav, spet sem se odločil, da posnamem nek video, srbi me jezik, včerajšnji oziroma nedeljski intervju me je malo iritiral. Nazadnje sem snemal video o Niki Kovač, kjer sem dosegel 10.000 obiskov, super, hvala, 400 lajkov, 70 komentarjev. Dobro bi bilo, če bi kdo kaj doniral, tam imate PayPal, Kofi, me ne bi nič bolelo, Vse me ne boli niti, ko me ustavite na cesti, mi čestitate, kak selfie, ok, tudi čudne poglede doživljam, tam mimo Metelkove v Ljubljani ne upam jeti, ampak pustimo to. Se pravi, če mislite, da so teli moji videi ali pa najni podcasti, Tanja ima študijske obveznosti, zato je malo težje snemati te podcaste, malo soliram, nič hudega. Lahko donirate, ker me spodbujate, ok, tudi pohvalna gesta, kakšna druga me moralno bodri, da ne obupam. Tolo Niko Kovač sem skritiziral na en čuden način, ne da bi vedel, sem ugotovil, da se ta intelektualna leva scena začela upikati v nek ampak. Nekoč je bila revija Ampak, zelo pomenljiv naslov. Namreč jaz sem rekel, ok, obsojanja vredno je napadati neko, če tudi smrkla, tank ne ve, zakaj se gre, gobčna še pa še, ne sme se napadati kar tako, Nika Kovač je bila napadena obsojanja vredno. Ampak, in potem jaz slišim ene tri te intelektualce, recimo zadnji je bil Dragan Petrovec. Tega spremljam zato, da bi videl, kako se človeku na stara leta meša. Od tega, da se je uživel v funkcijo ideološkega vojaka in z vsemi topovi, ker to zmore, ker je vedno povabljen na televizijo, na radio, on lahko toče po desnih oziroma konzervativnih, kakor ga je volja. In on v tem nekem nedeljskem intervjuju, nočnem, ne vem kakšnem, on pravi, ja, Nika Kovač, obsojanja vredna je bil ta napad, ampak, brez ampak, hočejo, da ne bilo nobenega ampak, Nika Kovač je bila napadena, zdaj gotova zgodba, zdaj dajmo vsi obsojati ta napad. Ne, moj ampak je šel pa v smer, da človeška duševnost ne bo prenesla, kaj ta odposlanka levice skozi foro civilne sfere, skozi trik, kaj počne paradržavno na slovenski politični sceni. Kako temo brca, kako nespodobno se je zakadila, ko svinja obuče v slovensko politiko, civilna sfera. Kakva civilna sfera? To je podružnica levice. Zato ni enostavno to delati, potem pa napadejo, potem pa jok in stok. In zato je ta moj ampak ključen, da če ona ne bila taka, ne bilo nobenega napada. Kakorkoli že. Tale Vlado Miheljak je pa tudi postal ideološki vojak leve ideologije, kar je potihem že od nekdaj. Jaz sem bral njegove knjige, bil je tudi moj profesor oziroma predavatelj Rastko Močnik, ga je pripeljal na nekaj predavanj, tam 25 let nazaj, po teh mojih podiplomskih študijih, in mi je bil všečen. Ampak takrat se ni zaletava v ideologijo na takšen način, kot to dela zdaj. Vsaj v domačo ideologijo ne, levo pa desno, oziroma liberalno in konzervativno. Freuda je prevajal, na psihoanalizo se spozna, je psiholog, socialni psiholog, njegovo znanje spoštovanja vredno, on kritizira psihologe. Jaz sem napisal njegovo knjigo Spoznavni temelji psihologije, super knjiga, kjer je kritiziral svoje kolege psihologe skozi psihoanalizo, oziroma egopsihologe je napadal. In jaz sem to bral, to knjigo, in sem recenzijo napisal, mu poslal recenzijo, oziroma ga prosil, a jaz lahko recenzijo napisam, zelo pozitivno gledam na vašo knjigo, a to smem? Ja. Napišem recenzijo, v 2 nekih revijah to objavim, čez 15 let, 2015, ko sem jaz sesuval družinski zakonik, je bil on podpisan tam pod izjavo Društva slovenskih psihologov, tudi verjetno sociologov,
dva tipa izjav sta bila, ne, sociologi in psihologi so se podpisali tam pod izjavo, da je moje mnenje, ki napada te posvojitve v istospolno partnersko skupnost, da je nestrokovno. Jaz sem rekel, če že kdo, ne, ki šteka, zakaj se gre, bi mogel ta Miheljak biti tisti, ki šteka, in on ne more biti tukaj po to izjavo. Jaz z njega kličem oziroma ga kontaktiram. In sem rekel, zdaj, a ste vi dejansko podpisani pod to izjavo? Pa vi ste psihoanalitik, vi veste, da otrok rab moškega očeta pa žensko imamo pri vstopu v odipalno fazo, ne, odipokompleks. Vi to veste, da se ga ne da razrešiti z dvema istospolnima staršema. Ne. Ljubica Marjanovič, Umek, ki misli, da je spolna usmeritev tista, ki je delikatna. Ne, vhodni spol v starševanje. Ni važno, je foter gej ali mama lezbika. Oče mora biti moškega spola, biti s penisom, ženska pa ženskega spola brez penisa, z vagino. In ta dva različna spolna morata vstopati v odipalno sceno, pri dečku, tudi pri deklici. In Miheljak je moral to vedeti. In on se je podpisal pod peticijo. Pa nisem mogel verjeti. Ni zanikal, ja, sem se podpisal. Pa ti si običen vojak leve ideologije, tvorni agent, bi rekel Rastko Močnik. Ne. In potem poslušam ta intervju v nedeljo in on napada Goloba, ne, v smislu, če bo Golob tak, bo spet čez nekaj časa ali pa na predčasnih volitvah, ne, bo spet levica iskala nov fris, novi obraz. In rekel, bo obrazov zmanjkalo. Če bo Golob toliko zajebil, pol ne bo več obrazov, ker vedno znova nek obraz pride. Ne? Šarec, prej Cerar, Janković še prej. Ampak Cerar recimo se je zdaj streznil. Cerar je rekel, da zakon o RTV je protiustaven, taki gre zdaj na referendum. In upam, da bo padel na referendumu ta zakon, ki ga je Golobova vlada sestavila zato, da bi mimo politike z navidezno civilizacijo, depolitizacijo, ne, intervencije v RTV, na RTV, da bo zdaj pa depolitizirala televizijo. Ma ne, on dela bypass, on bo svojimi levimi hlapci inkorporirani v civilno sfero obvladoval televizijo tako, da bo še naprej leva, ne. Ta bypass je perverzen in protiustaven, kot je rekel Miro Cerar, ne, ta levi obraz 2014-15, ki je on prišel na to sceno, ne, politično. Zdaj se je streznil, tudi Počivalšek se je streznil. Ne. In Simona Kustec Lipica se je streznila, ki je videla, kaj levica to dela. In Miheljak prav tako govori v tem intervjuju, da če ga bo Golob tako biksal, bil tako militanten, tako totalitaren, tako janšističen, kot se je izrazil, ne, se bo ljudem zmešalo. Ne bojo mogli odpustiti, da bo ta egomanjak počel na politični sceni to, kar počne. Levica ga bo izpljunila, pa bo pa frisov levih zmanjkalo, ne. Pa bo pa vskočil, pa konsolidiral SD in bo on nekaj naredil. Mogoče da v ta scenarij. Ampak Miheljak govori ravno v kontekstu intervencije na RTV nekako takole, ne, kritizira pa Goloba, njegovo intervencijo na televizijo. Ne. In pravi, ne, da Golob ne sme, ne, kaj že ne sme. Ne moreš z metodami, ki niso demokratične, odpravljati demokracije. Pardon, se je zmotil, tukaj je Freudian slip. Nedemokratičnega vzdušja. Češ, da na televiziji vlada nedemokratično vzdušje, ki ga vodijo recimo Igor Pirkovič, Jadranka Rebernik, Možina, ne, tale Grah, Vatmal, direktor, ne, ki te leve hlapce, leve turboaktiviste, novinarje, spravljajo v red. V smislu, bodite pluralni, upoštevajte levo in desno mnenje. In tega zdaj Miheljak ne prepoznava tako uradno, da je to, kar leva novinarska scena dela na RTV, da je to nedemokratično. Da je to tisto,
Rekel moteče, potihem ve, da je to moteče. Ampak Golob se loteva desnih urednikov na zelo militanten način. On pravi, na janšistični način se loteva Golob janšizma. To je njegova dikcija. Vse se bom vrnil k tej dikciji. In on pravi, da je to narobe. In pravi, da ne moreš z metodami, ki niso demokratične, odpravljati demokracije. Pardon, nedemokratičnega vzdušja. Ne. In namreč odpravljajo demokracijo z nedemokratičnimi, z demokratičnimi, nedemokratičnimi, kakorkoli metodami, s totalitarističnimi metodami. Z nedemokratičnimi metodami oni želijo odpraviti demokracijo, ki jo pa zastopajo Rebernik, Pirkovič, Možina, direktor, Urbanija. Te bi radi demokratizirali oziroma pluralizirali RTV, javni RTV. To ni RTV Mladina, Radio Študent. Javni RTV, ki ga vsi plačujemo. Gre se za demokratizacijo. In Miheljak točno ve, da se v bistvu novinari in Golob borijo proti demokratizaciji televizije v obliki pluralizacije televizije, RTV servisa, javnega servisa. Miheljak ve, desna scena predstavlja tisto svetlo točko, desna scena na RTV-ju, tisto svetlo točko, ki bo normalizirala oziroma pluralizirala oziroma demokratizirala to javno hišo. Levi hlapci, 20%, fucking veliko jih je, ne? Levih novinarjev, pa ne Marcel Štefančič, pa Helena Milinković, pa ta osladni Saša Krajnc, ne? Ki je kar postal najbolj militant, prej pa je navaden napovedovalec, se bori, ne vem zakaj. Novinar je tam, da podaja informacije in levo in desno mnenje. In levi novinari tega ne počno. In desnica hoče demokratizirati to televizijo. In Miheljak ve, zato se je tako zmotil. Jo odpravljamo, ne smemo odpravljati nedemokratičnega vzdušja, ki so ga kao upeljali desničari, janšisti, ne, ker ne pustijo svobode novinarskega poklica. Pa te novinarji so politično opredeljeni, ker je zadnja stvar, kar smejo biti. To so politični aktivisti in to ne smejo biti novinari na nacionalni televiziji. Lahko si politično opredeljen na Nova 24, na Radio Študent, na TV Mladina ali pa Mladini, ne pa na nacionalni televiziji. Zato je njegov zdrs še kako pomenljiv. Freudian slip je to. On se je zmotil. Ne moreš z metodami, ki niso demokratične, so totalitarne, so nedemokratične, odpravljati demokracije. Nedemokratičnega vzdušja med novinarji. Ne? Mislim, super se je zmotil. Poj pa še nadaljuje, ne moreš odpravljati janšizma z janšističnimi metodami. Ne? Janšizem je slabšalna beseda za Miheljaka in jo tako uporablja. V resnici, ker jaz ne vidim nobenega janšizma, ne? Nobenega urbanizma, nobene totalitarnosti Rebernikove, Pirkoviča, Možine, direktorja, ampak vidim ljudi, ki hočejo demokratizirati televizijo, da ne bo samo izključno levo in enoumna, ampak tudi desna, konzervativna, da bosta dva mnenja. In tudi Miheljak ni to buta, da tega ne bi vedel, zato se je zmotil. Ne? In uporablja janšizem kot nekaj slabšalnega. In ga tudi pripisuje Golobu. In mu reče, ne moreš ti janšizma odpravljati z janšizmom. To je dikcija. In potem pa reče, ne, ta Ksenija, ne, ko ga citira Miheljaka, da ne moreš razdirati janšizma z nejanšističnimi metodami. Pa prav Miheljak, ne z nejanšističnimi, z janšističnimi metodami. Ker on očita Golobu militantnost, totalitarizem, agresivnost, preveliko, janšističnost, kot slabšalni izraz, pripisuje to Golobu in da je to napaka, vsaj to opaža. Ne? Zdaj pa bom probal, če se bo slišalo, tole predvajati. Screen save, share,
da bo mal na glas, glas bo slabši, sorry, nimam te tehnike, ne? Zato ni šlo, če bi kako donacijo dobil. On takle boljše mikrofone nabavil. No, dajmo Miheljaka poslušati. Recimo, gledamo tole hišo, ki se ukvarja s stvarmi, za katere znamo, o katerih vsak dan govorimo, ne? On je takrat še tik pred volitvami rekel, vse to ni problema, ne? Da bomo zmagali na volitvah, bomo to uredili. Ni tako enostavno urediti. Ne moreš z metodami, ki niso demokratične, odpravljati demokracijo, nedemokratično navzdušje, ne? To bi rekel, ali bom kar konkreten, ne moreš odpraviti janšizma z janšističnimi metodami. In to je bilo jasno takrat, ampak Golob v tem smislu, ne, pa se verjetno ni preveč izkušen politik, ne, na tem področju, da je to nekako presenetilo. In zdaj vidim, da na vsakem področju se nekako stvari bolj zatikajo, kot so bila pričakovanja. In zdaj upam, da ne bo vseeno tega preveč, ker ne bi bilo dobro, da bi še enkrat se nekako pred javnost izrisalo neki občutek, novi obrazi za eno sezono in tako naprej in potegnemo naprej. Nekaj slejko prej bo zmanjkalo. Ampak pod vprašanje, ne? Vi pravite, ne moreš razdirati janšizma z nejanšističnimi metodami. Ne? Janšističnimi metodami. Ampak spet pa ta ampak. Namreč Ksenija Horvat se pa zmotila natančno pravilno, ker razmišlja tako kot Golob. Ne moreš ti z blagimi metodami odpravljati posega uredniške politike desne v to svobodo levega novinarstva, pristranskega novinarstva. To se ne da. Moraš biti janšističen. Ne? To, kar je poudaril Miheljak. Ona se je pa zmotila. Ne moreš drugače kot totalitarno, janšistično. Ne moreš biti nejanšističen pri odpravljanju posega uredniške desne politike v normalizacijo novinarjev. Ker ta Ksenija Horvat, ta je dosegla moj blokado zadnjega bloga na RTV in so me ga umaknili. In sem potem nehal blogati za RTV. Pa sem pred 7 let, od 2007 do 2014 sem blogal. Potem je pa Ksenija Horvat, ta militantna feministka, ki se je zmešal, ki je imela intervju z Garjem Kasparovom, ki je vodila. On je distinkcijo delal med moškimi in ženskami in tudi med moškim šahom in ženskim šahom. Te se je mešalo. To je latentna, militantna feministka, kljub temu, da je blond. Siva je že, če jo dobro pogledam. In ona se zavzema, da je treba to televizijo, te reveže, Vatmava, Rebernikovo, Pirkoviča, Možino, militantno pritisniti. To, kar dela Golob. Miheljak je pa rekel, ne moreš janšizma umiriti z janšističnimi sredstvi. On je to poudaril. Skratka, to ve tudi Miro Cerar, to vem jaz. In nimajo tisti moralno razsodni levi intelektualci, ki bi zaznali, da je ta referendum upravičen in mora pasti zakon o RTV-ju. Če ne bo padel na ustavnem sodišču, je rekel Miro Cerar. In jaz kot levičar, ki ne smem na televizijo samo zato, ker kritično mislim. In mislim trezno, mislim konzervativno, ker če nam družina crkne, če bo feminizem prevladal. Danes sem fasal blok za 1 teden, ker sem rekel, da ženske ne more biti policajke. Ker je to v simbolni disonanci z diktatom genitalij. Genitalije diktirajo feminilnost skozi pasivnost, sprejemajočost, moški pa je dajajoč, agresivni, je rekel Freud. In to je kompatibilno, moški in ženska sta kompatibilna zaradi diktata genitalij. In to je tisto, kar feministke nočejo slišati in tukaj sem jaz močen, ker jih sesujem, zmlejem v prah, pohrustam s kostmi. Evo, spet sem se ven vrgel, not padel. Jaz upam, da bo tale del s posnetkom Miheljaka in Ksenije Horvat dovolj slišen, če ne se opravičujem. Donirajte, bom tehniko izpopolnil, bom boljše podcaste, videe lahko snemal.
Zdaj bi bilo pa tole zaenkrat dovolj. Hvala, ker ste me poslušali. Stop sharing. Čau.